Dobar dan vam želim, dragi prijatelji Slakove glasbe. Poglejte, ansambl Lojzeta Slaka me je pustil tukaj na zemlji z enim namenom, da vas opazujem, kako se obnašate do te glasbe. In vesel sem in srečen, da jim bom lahko enkrat, če se ne 20 let poročil tam dol, da ste neverjetni oboževalci Slakove glasbe. Neizmerni ljubitelji Slakove glasbe, njegovega dela in tudi dela in truda vseh članov ansambla Lojzeta Slaka. Hvala vam. Tako nadaljujte še najmanj 20 let. Andrej se zahvaljuje nam. Mi pa se iz srca zahvaljujemo pravzaprav ansamblu Lojzeta Slaka, fantov s Praprotna in tudi Andreju Bergantu, ki je še edini živeči iz te zasedbe, predvsem za to vse, kar ste storili v svojem življenju, za to slovensko besedo, za to slovensko glasbo, kajti brez vas tudi tega pohoda in te slovenske glasbe ne bi bilo. Jaz kar nekajkrat premislim zdaj, ko je že ansambl Lojzeta Slaka kar oddaljen od živega dela, če si to zaslužim, da jaz zdaj kasiram vso to slavo. Zakaj sem v to podvomil? Glejte, mi, ko smo to ustvarjali, nismo nič trpeli. Mi smo tako uživali in s takim srčnim zagonom upravljali to dejavnost, da smo bili najprej mi nagrajeni, predno od vas, zveste publike, predno so nas tudi drugi prepoznali, da je nekaj pomembno. Andrej, morda ne pričakujem preveč. Ako sem našel ta recital, ki sem ga povedal, to zadnjo kitico bom še enkrat ponovil, pravzaprav od tega recitala je vsako kitico povedal takrat, tistega davnega leta, eden od pevcev vokalne zasedbe fantov s Praprotna. Zadnjo kitico je povedal Andrej. Bogatejši so drugi jeziki, pravijo, tudi da milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo. Toda slovenska beseda je beseda petja, smeha in vriska. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca. A se spomniš, kdaj je to bilo? O ja, to je bilo. Kaj s tem? Takrat, ko je nas pripravil na odru na igranje, ne samo petje, tudi odrsko postavitev in igranje, in takrat smo tudi recitirali, govorili vsi, nihče ni bil izpostavljen govornik, vsi smo vse delali in to je tudi zelo lepo bilo sprijeto od poslušalcev. Hvala, Andrej. Naj v tem trenutku pozdravim med nami tudi Ivanko Slak. Toplo bi jo povabil na oder. Ne bo treba govoriti, Ivanka, že zdaj povem, bom jaz vse povedal, ti sem nakaži, kaj naj povem. Ampak med nami je tudi najmlajša iz družine Slak, Jelka Živič, ki jo tudi vabim na oder. Pa med nami je tudi Kristina Rogel, ena bolj pred zadnjimi iz družine Slak. Tako da lepo prosim, enkrat stopite tudi dve v tej Slakovi slavi na oder. Ivanka, pozdravljena. Kaj bi rekla na to fotografijo tukaj? Je še videla nisi? Tudi nismo nič vprašali, če jo smemo dati. Mogoče stopiš zraven. To se ni nič spremenila. Pravijo, da se nisi nič spremenila. Upam, da je kaj boljš.
Veste, Ivanka je bila mnogo mlajša, takrat, ko je Lojze našel na Dolenjskem, ko je moja mama pripeljala na Dolenjsko in takrat je ni Lojze sploh več spustil iz svojih rok. A je bilo tako? Tako da imamo vsi malo zasluge, da smo danes tukaj. No, med nami torej tudi najmlajša Jelka Živič, zlata moja teta in pa Kristina Rogel, ki res iz srca vse lepo pozdravljamo. Moramo vedeti, čas teče. Nekoč se vse konča, tudi nas ne bo, tudi vas ne. Ampak izkoristimo te trenutke, dokler smo še za veselje, za srečo in za glasbo Lojzeta Slaka in Fantev s Praprotna. Če mi še dovoliš, še tole misel bi rad povedal. Mi fantje smo občudovali Lojzeta Slaka, ker je znal tako dobro viže skladati, lepe viže, ki so skoraj zmeraj vse postale uspešnice, ja. No in tudi jaz sem se včasih lotil kaj napisati, pa sem ugotovil in sem bil slabe volje, ko sem videl, da Lojze zna to delati mnogo bolje. Ja, in sem pa tudi ugotovil, da Lojze pa ne more tako prvega tenorja peti kot jaz. In zato sem vztrajal in še zdaj vztrajam. Ko sem pa slišal peti ansambel Glas, sem pa še to ugotovil, da tudi oni znajo mnogo bolje od mene. In sem jim prepustil petje in veselje mladim fantom, ker mi ta stari počas moramo ugasniti. Hvala lepa vsem skupaj za udeležbo danes tukaj na pohodu, ampak to vas ne odvezuje obveznosti, da se ob letu zopet snidemo tukaj.